državljani, zopet sem med vami. Kajti slišal sem, da ste končno v Evropski skupnosti. Združena Evropa, moja dolgoletna želja. To sem opisal že v svoji knjigi Mein Kampf. Vse imate evropsko, celo valuto. Samo plače pa penzije so še balkanske. Ampak nisem prišel zaradi tega, prišel sem malo pogledati, kako deluje moja bojna industrija. Ker je moja bojna industrija zelo bogata, smo vam dali izdelati nekaj oklepnikov. Kaj? Pa ste vi navajeni na partije, smo imenovali Patrija, da bo bolj slovensko zvenelo. Ustanovil sem svojo vojsko, da bo čuvala mir v Evropi in v svetu. Eden drugega. Če pisa grmam, ga vprašam, kaj počneš ti, pa čist tiho pravi sovražnika opazuje. Pa jaz to čist tiho, ki pa je sovražnik, pravi 5 kilometrov stran. Tajpel, pa bola glasno govorima. Pravi, vi že lahko, jaz sem pa prehlajen. Gledam pa, v Šicengrabnu se pogovarjata. Pravi prvi, zakaj si se javil med prostovoljce? Pravi, sam sem, pa sem si zaželel malo avanture. Pa ti? Pravi, viš, jaz sem pa poročen, imam 5 otrok, pa sem si zaželel malo mira. Ko ste se najedla, ste šla reševat Križanko. On, ko je pisal, vpraša tega, a ti morda veš, kako se še drugače reče ženski spolni organ. Pa ta pravi, a imaš to vodoravno, imaš navpič. Pravi, vodoravno. Ko so usta. Gledat, sem šel, kako strelja moja vojska. Tam je eden jamro je rekel, drugače sem ostrostrelc, ampak danes zaradi treme nisem zadev nič. Najrajši bi šel tjale za bunker, pa se ustrelil. Ko sem videl njegovo tarčo, sem mu predlagal, da za vsak slučaj vzame 2 patrona. Konc manevrov! Stojijo Patrije, pa topništvo, pa pešadija, pred enim dolgim mostom, pošljemo izvidnika, pride čez 1 uro nazaj, pa pravi. Patrije pa topništvo lahko grejo čez most, pešadija pa ne more. Pa zakaj ne pešadija? Pravi, na drugi strani mosta je en hud pes prvezan. Gledat, sem šel, kako poučujejo mojo vojsko. Pravi oficir Napoleon je šel na fronto v rdeči uniformi, če bi bil slučajno ranjen, da vojska tega ne bi opazila. Kakšno uniformo bi oblekli vi? Pa čez dolgo cajta eden pravi posrano. In oficirjev zadosti je rekel, če je kaj buteljno v tem razredu, ne vstanejo. Pa vstane eden, pravi oficira, misliš, da si samo ti butelj? Pravi, nisem butelj, je pa narodno, ko sam vi stojite. Pa razlaga oficir. Zakon težnosti je. Če vržemo kamen v zrak, bo padel nazaj na zemljo. Pa enega zanima, kaj pa, če tisti kamen pade v vodo.
Pravi oficir, to nas nič ne briga, s tem se naj mornarica ukvarja. Slišal, kako regrutirajo mojo vojsko. Tam sem še jaz opazil, eno so tako škripali škorni, sem rekel, to je ukradano. Pravi regrut v te vraže, jaz ne verjamem, če bilo to res, bi me tudi kapa škripala. Enega je zbiral zdravnik, je rekel, Baktir Bumbar te poslal k nam, se si čist brez zobov. Regrut, Pavlov? Pravi, ko zdaj, a se bomo streljali, a se bomo grizli. Daj zdaj zares. Draga mladoporočenca, v imenu Rajha, v imenu svoje stranke, v svojem imenu vam želim še 5-krat, 7-krat toliko zdravih let. Če pa sam sekundo prekoračite, vaj pridemo pa na dom postreliti. Moram da kažem, pošto je moja majka bila doma tu dole Bistrici ob Sotli. Ona je puno voljela slovenačko pesmu. Hajde idemo nas dvoje po naoružanje, odmah se vraćamo natrag. Evo ovako! Sad se svi podignite gore i sa nam dvojica zapevate ovu pjesmu koja nas je naučila naša majka. Sigurno boste njemu na čast pili sok, njima na čast pili sok deci vina. Ona dva si morata pa tole fešto zapolniti potem, ko je tak fajna, ali pa zato, ker bo tole v tateli gostilni tudi tak droga. Se me potijo naučili. Pa je sam scat. Pa pride k pisoarju in starejši, mal nakajlan, pa išče na trpušlicu, pa še kar išče, pa ne najde. Je pa mene prosil, rekel, daj mi ga ti vam poti. Pa jaz tudi iščem, pa tudi ne najdem. Sem mu dal pa kaj svoj govor. Pobanj, cajt, s čima? Pa pravi on, a veš, če ne bi sam ga držal, jaz bi mislil, da hočeš čija. Tako, dakle, djeđe, vi imamo 80 let stara teta, da pred kratkim je dobila elektriko.
Potem sem jaz malo radovedel, sem rekel, teta, kaj zdaj, odkar imate elektriko? Je rekla, krasno, zdaj grem z roko tekle dol po štoko, prijem do šalterja, ga pritisnem noter, pa takoj najdem svojo petrlejko. Ja, je pa k teti prišel eden, ko je sesalce prodajal. Zagledal v kuhni poln koš smeti, jih vrže na tepih, je rekel, draga gospa, če moj sesalec v 2 sekundah ne bo požrl teh smeti, jih bom požrl jaz. Ona vzame iz gredence sol pa popor pa začne trositi. Je rekel, zakaj pa to delate? Lažje boste požrli, ko še nimamo elektrike. Budite mi verni građani Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Idiraj pa! Možete se puno voliti među sobom, a možete se malo jebati.